bi se zahvalil nadškofu Zoretu za prisrčen, za gostoljuben sprejem. Dolg pogovor je bil zelo koristen. Izmenjala sva poglede o stvareh, ki zadevajo našo sedanjost in prihodnost. Najprej glede sedanje epidemije in smrti, ki jo spremljajo. Menila sva, da tako kot mnogi drugi narodi in države, tudi Slovenci, slovenska družba, slovenska država mora najti nek datum, prostor, način, kako bi se poslovili od tistih, ki jim je ta kriza vzela življenje in kako bi sočustvovali z njihovimi svojci, ki v času slovesa niso bili ob njih. Prav tako sva se pogovarjala o sedanjosti in prihodnosti, tako odnosov med državo in cerkvijo, tudi v tistem delu, kjer jih je potrebno v skladu z sporazumom nadgrajevati. Morda bo priložnost za to, da vidimo, kaj glede tega je mogoče na pogovoru, ki ga bomo imeli v luči praznovanja 30. obletnice naše države. Tudi sicer meniva, da bi morali izkoristiti 30. obletnico razglasitve države in njene obrambe kot trenutek, kjer bi vsaj za prazničen dan pozabili na razlike med nami in razumeli, da je veliko več tistega, kar nas povezuje, in bili ponosni na prehojeno pot. Da praznik ne bi bil običajen dan, kjer so vse te kritike, stiske, problemi legitimni in moramo o njih govoriti, ampak da bi bil to en praznik vseh, ki nas bi povezal v skupnost, ki ji pripadamo. Pogovarjala sva se o prihodnosti, o tem, kako zelo pomembna je Evropska unija kot naša širša domovina, zato da tudi mi kot majhen narod zavarujemo svojo identiteto in nacionalne interese. Pogovarjala sva se o tem, kot je dejal nadškof, da bi morda v takem duhu, tako kot smo praznovali stoletnice požiga Narodnega doma v Trstu, stoletnice koroškega plebiscita, da bi v tem duhu 30. obletnice ponovno povabili papeža na obisk v Slovenijo. Mislim, da mineva letos tudi 25 let od prvega obiska svetega očeta v Sloveniji. Vse to so razlogi, zaradi katerih prav zares od srca iskreno verjamem, da bo ne glede na različna stališča, ki so v naši domovini, glede vseh stvari, tudi v tem prazničnem vzdušju dovolj prostora za to, da si pripadamo, da čutimo, da je torej veliko več tistega, kar nas povezuje, kot ločuje, in da skušamo ugotoviti, kje v prihodnosti imamo priložnosti, da jih zdaj ta hip ne bi zamudili. Še enkrat bi se vam želel, gospod nadškof, zahvaliti za ta zelo koristen, izčrpen pogovor v želji, da bi ga koristno nadaljevali. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu predsedniku republike Borutu Pahorju za to, da je prišel sem na škofijo, da so med nami lepi odnosi, konstruktivni in da tudi na ta način doživljamo vedno večjo bližino različnih segmentov naše družbe, tudi sodelovanja med cerkvijo in državo. Med seboj smo izmenjali mnenja zlasti o 30-letnici samostojnosti naše države, ki jo letos obeležujemo in jo želimo praznovati tako, da bo vzdušje, razpoloženje med ljudmi v resnici vedno bolj praznično in da bomo šli z večjim optimizmom in z jasnejšim pogledom v drugo, naslednjo 30-letnico. Potem sva spregovorila o največjem srečanju mladih v Sloveniji, Stična mladih, ki letos obeležuje 40-letnico
svojega obstoja, svojega dogajanja in se zahvaljujem, da bomo lahko skupaj z gospodom predsednikom kot škofovska konferenca pokrovitelji tega dogodka in mu na ta način dali pomembnost ne samo v cerkvi, ampak tudi v naši slovenski družbi. Seveda se nismo mogli izogniti pogovora o krizi, ki jo doživljamo, o koronakrizi, z posebnim sočutjem do tistih, ki so v tem času umrli in tudi tistih, ki še vedno živijo to izgubo, ker so izgubili svoje svojce in se jim želimo v tem letu na poseben način v spominu in v dogodkih zahvaliti in spoštljivo počastiti njihov spomin in njihovo izgubo. Obnovili smo pa seveda tudi povabilo papežu Frančišku, tako gospod predsednik republike ga je že povabil, kakor tudi škofovska konferenca, da bi v priliki obiskal našo državo, nam dal novega poguma, nas povezal med seboj in da bi na ta način zaživeli kot eno samo ljudstvo, ki ima skupno zgodovino in ki ima skupno prihodnost. In želim, da bi to v resnico postalo res. In še enkrat hvala lepa, gospod predsednik republike, da smo bili danes lahko skupaj.